Lepo pozdravljeni v studiu Evropa. Danes bomo z evropskimi poslanci tako v pogovoru ob kavi seveda klepetali o aktualnem dogajanju v Evropski uniji. Nikakor se ne bomo izognili seveda začetka predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Spremljate nas lahko na našem Facebook profilu in na YouTube profilu. In koga boste spremljali? Z nami danes so gospa Romana Tomc, še nekaj trenutkov nazaj je bila z nami gospa Tanja Fajon in mislim, da se nam bo kmalu seveda tudi še ponovno pridružila. Dr. Klemen Grošelj je z nami in gospod Franc Bogovič. Lep pozdrav vsem štirim. Za začetek predsedovanja Svetu Evropske unije. Včeraj se je z otvoritveno slovesnostjo tudi v kulturnem delu začelo to predsedovanje. Morda vprašanje za začetek za vsakega. Kakšna so vaša pričakovanja od tega predsedovanja? Kakšna bo Slovenija in kakšna bo Evropa čez 6 mesecev? Morda za začetek gospa Tomc. Ja, seveda, pričakovanja so velika, pa vendarle moramo reči, da hkrati z velikimi pričakovanji moramo biti tudi realni. Nahajamo se res v prelomnih časih za Evropsko unijo po okrevanju, po pandemiji, hkrati nas nekako grozeče pričakuje tudi nov val, v katerem se lahko jeseni znajdemo. Pred seboj imamo gospodarsko okrevanje, socialno okrevanje Evrope, potrditve vseh načrtov za okrevanje po posameznih državah, razpravo o prihodnosti Evrope, še druga res pomembna, ključna vprašanja za naš nadaljnji razvoj. In pravzaprav se zelo veselim, da bo Slovenija imela možnost aktivno sodelovati pri vseh teh pomembnih vprašanjih. Bomo pravzaprav nek mediator med vsemi državami, poskušali bomo najti kompromis, skupno rešitev za našo skupno prihodnost. Težka naloga nas čaka, zato toliko večji izziv, vendar se ne bojim, pogovarjali smo se z vsemi ministri, njihovimi ekipami in prepričana sem, da so zelo dobro pripravljeni in da bodo naredili res vse, kar je mogoče, da bomo našli to skupno pot in hkrati, da se bo Slovenija predstavila kot še ena zgodba o uspehu, kot je bilo tudi že naše prvo predsedovanje. Hvala, gospa Fajon. Kakšni bosta Slovenija in Evropa ob koncu tega leta, ob koncu predsedovanja? Lepo pozdravljeni z bližine Ohridskega jezera, kjer pravkar poteka konferenca vseh predsednikov držav Zahodnega Balkana, tudi predsednik Pahor je tu. Zanimivo, simbolično ob začetku predsedovanja Evropske unije se tu srečujejo politična, akademska, civilna sfera, ki govori tudi o prihodnosti regije in to bo ena od prioritet slovenskega predsedovanja Uniji. No, ampak če pogledam zdaj, predsedovanje bo druga izkušnja za našo malo državo. Jaz si seveda želim, da bi bila uspešna, to je lepa priložnost, velika odgovornost tudi za promocijo države. Zdaj velik del agende smo seveda podedovali, smo v času, ko se epidemija umirja, ampak ne vemo, kaj bo prinesla jesen. Šlo bo za razdeljevanje znatnih evropskih sredstev, za blažitev socialne in ekonomske posledice krize. Jaz si pa predvsem želim, da bi Slovenija, vlada popravila ta slab vtis, ki smo ga nekje ustvarili v diplomatskih, v evropskih krogih, tudi med tujimi novinarji v zadnjem letu, ko nas pozorno spremljajo glede pravne države, glede svobode medijev, da bomo resnično država, ki bo branila evropske vrednote, ker vemo, da smo v situaciji, ko tudi govorimo o prihodnosti Unije, v nekaterih državah glede spoštovanja vrednot, kot so Madžarska, Poljska in nenazadnje
se na dnevnem redu pojavlja tudi Slovenija, preveč zaskrbljeni in zato Slovenija ima veliko odgovornost, da pokaže, da smo zrela država in da bomo uspešno opravili nalogo. Gospod Grošelj, za vas isto vprašanje. Slovenija in Evropa ob koncu tega leta. Ja, lepo pozdravljam še v mojem imenu. Ja, Slovenija bo ob koncu leta že verjetno globoko v predvolilni kampanji. Evropski parlament bo na sredini mandata, kar pomeni, da bomo imeli tako imenovane midterm spremembe v odborih, komisijah in delovnih telesih parlamenta. Volil se bo novi predsednik oziroma predsednica Evropskega parlamenta, torej če tako malce politično, malce za šalo, malce za res povem. Zdaj, kaj bo Slovenija? Jaz upam, da bo Slovenija uspela v času predsedovanja se promovirati kot stabilna država, ampak ne vem, če bo vlada, ki trenutno upravlja z našo domovino, pri tem bila uspešna, kot se morda pričakuje. Prvi vtisi po prvem dnevu predsedovanja, vidi se, kje so težišča razprave v Evropski uniji. Tukaj slovenska vlada trenutno bo imela kar nekaj izzivov, gotovo ključno vprašanje vladavine prava, potem je vprašanje imenovanja delegiranih tožilcev, kjer vidimo, da se igra skrivalnic nadaljuje. Kar se tiče Evropske unije, seveda vladavina prava bo odmevala tudi v kontekstu potencialnega sodnega spora med Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo glede mehanizma za pogojevanje evropskih sredstev z spoštovanjem načel vladavine prava. Torej, to bo en velik izzivov in preizkusov za slovensko predsedstvo. Potem bo tudi tukaj še vprašanje okrevanja. Zdaj, kot kaže, verjetno ne bomo okrevali vsi enako. Očitno se bo pojavil neka vzpostavila, neka bom rekel, asimetrija. Se pravi, države, ki bodo bolje precepljene, naprimer kot je Belgija in podobne države, ki so že danes preko 75% dosegle delež precepljenosti, in pa tiste, ki so manj precepljene, kot je recimo tudi primer Slovenije, ki je v spodnji polovici med državami Evropske unije, se očitno bomo soočali z ponovnim valom, bodisi že konec avgusta. Jaz sicer upam, da bo to čim manjši val, da bo čim manj tragičen, ampak to je dejstvo. Se pravi, kako bo zdaj okrevanje v tem kontekstu potekalo, je odvisno tudi od tega. Zdaj, kaj vse bo lahko slovensko predsedstvo naredilo? Jaz sem tukaj malce zadržan z dvema dejavnikoma, ki sta izredno pomembna. Prvi dejavnik so seveda nemške volitve oktobra, parlamentarne, in pa predsedniške volitve v Franciji prihodnjo pomlad, mislim, da marca. Torej, to bo dejansko zelo definiralo obseg našega predsedovanja. Tudi portugalsko predsedovanje je bilo relativno uspešno, če pogledamo, katere vse te težke dosjeje so zaprli. Tako da jaz upam, da bo se Slovenija tukaj na tej tehnični ravni uspela pokazati kot dobra država, ki predseduje. Moram pa reči, da nekateri prvi vtisi, nekateri prvi nastopi naših predstavnikov, pa bom rekel, kar zelo odkrito pričakujem, da ko bojo začela predstavitve delo v parlamentu, da bodo tudi vsebinsko ustrezno pripravljeni in bom rekel, sposobni odgovarjati tudi na zahtevna konkretna vprašanja. Vem, da evropski parlamentarci tudi v primeru prejšnjih predsedstv, jaz sem nekako 3-4 doživel, si imajo lahko zelo, zelo konkretna vprašanja in če teh odgovorov ne dobijo, potem lahko postane zadeva tudi malce, neprijetna na trenutke. Hvala. Gospod Bogovič, izzivi so veliki, odgovornost je velika, politična konstelacija v prihodnje, v teh 6 mesecih je kakršna je. Vaša pričakovanja za naslednjih 6 mesecev? Ja. Najprej, zame je vsako predsedovanje priložnost za promocijo države. K sreči, vsaj zaenkrat kaže, da je ta COVID toliko popustil, da bomo lahko imeli tudi celo vrsto fizičnih dogodkov v Sloveniji, tudi sam enega takšnega organiziram 1. oktobra in ni boljše reklame za Slovenijo, kot da tujca povabiš v Slovenijo in z prve roke spozna to lepo državo, prijaznih, pridnih ljudi in pa tudi vsi zavidajo našo urejenost, tako, če hočete, okolice, pa ne nazadnje tudi sistemov, ki vladajo v tej državi. Druga priložnost, ki jo sam vedno vidim, je priložnost za krepitev ekip v Bruslju. Iz 57 ljudi na stalnem predstavništvu imamo zdaj 240 ljudi. To je dobra šola za vse te ljudi, za vso upravo tudi. Poleg ministrstev mislim, da imamo tudi stalno predstavništvo, ki se dobro pripravilo, po drugi strani ima pa tudi na nek način zagotovila, da bo ekipa po koncu predsedovanja ostala večja. Tretji element pa, kot sem že dejal, krepitev zavesti o
Evropski uniji znotraj Slovenije, to, kar najlažje naredimo za dogodki, ki se ne odvijajo samo v Ljubljani na Brdu, ampak tudi na terenu, tako kot se bo moj, ne vem, v Reichenburgu, na gradu Reichenburg v občini Krško. Kar se tiče teh stvari, so bile že rečene, zagotovo okrevanje. Zame je včeraj enako pomembno kot to, da smo prevzeli predsedovanje Evropske unije, bilo to, da smo dobili odobren načrt za okrevanje, ki je dobil to potrditev in smo v skupini prvih držav, ki je ekipa gospoda Černača, Monike Kirby-Šrojs uspešno pripravila, prestal ta pomemben pretres tudi strani komisije in da gre čim prej v okrevanje. Podobno je tudi za ostale države. Upam, da bodo čim prej tudi ostali ti načrti za okrevanje sprejeti, da se dejansko začne koristiti to, kar smo na nek način sprejeli v okviru Evropske unije v tem času po covidu. Vemo, kaj so te ključne točke, poleg prihodnosti Evropske unije, te konference je za Slovenijo ob spoštovanju pravne države zagotovo to težišče Zahodnega Balkana eno od zelo pomembnih. Slišali smo včeraj te poudarke. Delim to, da vekolikor bo Evropa še naprej tako pasivna v tem delu, Evropska unija v tem delu Evrope, nas bodo drugi dobesedno izrinili iz tega paketa. Vsekakor so pa zame zelo pomemben bo ta mega paket Fit for 55, to je paket, s katerim se želi operacionalizirati to, kar smo si zapisali v podnebna pravila, zmanjšanje izpustov za nadaljnjih 30%, se pravi z 25 do 55 napram letu 90 do leta 2030 in potem še tisti dokončni prehod v brezogljično družbo do leta 2050. Tu mislim, da je zelo pomembno, da ne pride do kakšnih prehudih razhajanj med državami. To je možen kamen spotike, kajti ta prehod, kot pravimo, mora biti pravičen in ne sme pustiti ljudi v ozadju niti države. Tako da na tem področju pričakujem tudi cela vrsta teh zanimivih razprav in pa tudi razhajanj. Sicer pa sem trdno prepričan, da bo Slovenija še enkrat dokazala z dobrim predsedovanjem, da je urejena država. Želim se, da se v tej drugi polovici leta vsi v Sloveniji in tudi tisti, ki smo v Bruslju, ukvarjamo predvsem s predsedovanjem in da domače volitve pustimo za pobožični čas, ko nam ta obveznost v Bruslju mine. Eden od dogodkov, ki je v očeh mnogih priskutil včerajšnji dan, je bil incident s podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom z njegovo odklonitvijo sodelovanja pri skupni fotografiji. Razlog za to je bila fotografija, ki jo je predsednik vlade pokazal na skupnem sestanku. Morda za obe dami vprašanje, kako vidve vidita ta včerajšnji incident, stališča predsednika vlade in stališča podpredsednika Evropske komisije. To je vsekakor nek čuden signal ob začetku predsedovanja. Morda za začetek, gospa Toms. Ja, jaz mislim, da se temu dogodku posveča preveliko pozornosti, bi pa kljub temu, da me ni bilo zraven in ne vem čisto točno, v kakšnem kontekstu je ta zadeva potekala na Brdu, verjamem, da se je podpredsednik Evropske komisije v trenutku, ko je zagledal to sliko, počutil izredno neprijetno. Namreč sam se proglaša za velikega branilca evropskih vrednot, ta slika pa je vse kaj drugega kot izražanje evropskih vrednot. In če bi ostal načelen, mislim, da je bilo to nek na prvo žogo skok, potem ga ne bi bilo niti zvečer na kulturni prireditvi na Bledu, pa se jo je vendarle udeležil. Tako da kaže, da se je do takrat že malo umiril ali pa ga je predsednica komisije umirila. Mislim, da je podpredsednik Evropske komisije s tem, ko je tako odreagiral, pokazal veliko izključevalnost, tudi nespoštovanje do gostitelja, ki očitno ni govoril v skladu z njegovimi pričakovanji.
Poglejte, če bi vsi ravnali na ta način, kot je včeraj ravnal gospod Timmermans, in bi se na vsakem sestanku, na vsakih pogajanjih, komu karkoli ne bi bilo povšeči, obrnili in zapustili pogajanja in sestanke, potem bi Evropska unija razpadla že jutri. Tako da poglejmo to iz tega zornega kota, da je to nek dogodek, kjer je podpredsednik Evropske komisije neustrezno, neprimerno in ne v skladu z evropskim obnašanjem odreagiral, in verjamem, da pa to ne bo v ničemer zaznamovalo našega nadaljnjega predsedovanja. Gospa Fajon, večina novinarskih vprašanj pred današnjim studijem Evropa se nanaša prav na ta dogodek. Kako ga komentirate? In med temi vprašanji je še eno vprašanje o izvoru te fotografije. Kako je ta fotografija nastala? Glejte, jaz imam povsem drugačno mnenje seveda od kolegice Tomčeve zaradi tega, ker pa me skrbi. To je bil popolnoma nepotreben incident, to ni šlo za neko trmo komisarja. Danes o tem poročajo tuji mediji, od Financial Timesa do nemških medijev. Kolegi so mi ravnokar povedali, da so praktično vsi nemški mediji danes o tem pisali in da je to slab odnos med komisijo in predsednikom vlade. Namreč tudi predsednica komisije von der Leyenova se je včeraj zelo ostro odzvala, povedala zelo jasno, da so sodniki tudi ljudje, da imajo svojo zgodovino in da so lahko tudi v političnih strankah, pa ne govorim to v kontekstu te fotografije. Ampak ko se je odzval Franz Timmermans, se je odzval predvsem na to, in tu mu dajem prav, on je bil borec in je borec za evropske vrednote, da kazanje fotografij z nekih naključnih družabnih dogodkov ne more upravičevati in biti argument, da vlada brani neodvisno pravosodje. Vemo vsi, da Slovenija še danes ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev, da je to zelo resen problem, o katerem razpravljajo vse institucije, ker Evropsko javno tožilstvo tudi nadzira porabo denarja, tega ta trenutek v Sloveniji ne more početi, to je tudi v kontekstu nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Tako da, če me pa sprašujete, kje je ta slika nastala, je pa po naključju nastala na enem od družabnih prireditev. Nismo bili tam skupaj, nastala je bila zlorabljena, predvsem strani predsednika vlade. Veste, predstavljati se, da to preprosto kaže na kolegiju komisarjev kot argument za povezave s sodniki in za diskreditacijo političnih nasprotnikov, veliko pove o atmosferi in o neprimernosti obnašanja predsednika samega. In to nas spremljajo tuji mediji, mečejo črno luč in se mi zdi, da je prvi dan, prvi incident. In tako bo se verjetno nadaljevalo in mene ta del skrbi. Če samo na hitro pokomentiram tudi včerajšnjo pozitivno oceno, ko je kolega Bogovič govoril. Zdaj, ja, Slovenija je prejela pozitivno oceno in to je bilo pričakovati. Zdaj tudi težko bi pričakovali, da bi bil zavrnjen ta program, glede na to, da smo pravkar začeli predsedovanje. Ampak mi smo dali povprečen načrt, neambiciozen načrt v Bruselj, nastavil precej ozkem krogu, brez kakršnega koli širšega pogovora z družbo, z javnostjo. Izpolnili smo tiste minimalne kriterije, nič več kot to, 40 sestankov z Evropsko komisijo, dokazuje, da je bilo nekaj dela vloženega, ampak vlada je pravzaprav naredila samo to, da je formalno izpolnila kriterije brez ambicij. Komisije ne zanima, kakšna bo naša razvojna strategija, kakšen bo naš razvojni predboj, našo domačo javnost pomočno zanima in se mi zdi, da ne izkoriščamo priložnosti. Gospod Grošelj, v luči nekega diplomatskega bontona, ki je nekako veljal ob teh uvodnih ali pa delovnih srečanjih, kako vi ocenjujete včerajšnji dogodek z vidika predsednika vlade in z vidika podpredsednika? No, jaz mislim, da je bilo popolnoma neprimerno, da je predsednik vlade na tem, tudi če šlo za protokolarno diplomatski dogodek, uvod v predsedovanje svetu EU izrabil oziroma zlorabil za promocijo tovrstnih fotografij. Poglejte, to ni prvi incident in zakaj takšna reakcija tako strani izvršnega podpredsednika
komisije, ki je po mojem mnenju, čeprav ne pripada moji politični opciji, zelo jasno povedal, zakaj se je tako odločil, zato ker gre za diskreditacijo tako dveh članov Evropskega parlamenta in tudi sodnikov kot takih, in tudi on je to zelo jasno povedal, kakšna je normativna ureditev pravne države oziroma vladavine prava in kaj se spodobi in kaj se ne spodobi. Gospod Timmermans prihaja iz Nizozemske, ki velja za urejeno pravno državo vendarle. In tisto, kar je pa še bolj presenetljivo, je pa to, da pravzaprav se predsednik vlade ni prvič dovolil to vrstno eskapado. Ne pozabimo nedavno zaslišanje pred Evropsko komisijo oziroma odborom Evropskega parlamenta in z promocijo, pogojevanjem tistega propagandno, ne vem, kako bi temu sploh imenoval, propagandnega filmčka, s katerim je pogojeval pravzaprav svoj odgovor in s katerimi, to kar jasno povem, tudi zunanji minister v nedavnem srečanju z predstavniki naše politične skupine še vedno pogojuje, bom rekel, odgovore, ki jih je ta komisija poslala Evropskega parlamenta vladi, je še vedno pogojevano s tem, da mora Evropski parlament nekako zavrteti oziroma predstaviti to vrsten film. Se pravi, ta modus operandi ni nekaj novega. Torej, z tega vidika je bil to po mojem nekaj nepotrebnega. To je bil madež, ki je zdaj zaznamoval, bom rekel, prvi dan predsedovanja in s tem odprl vrsto vprašanj, ki se bodo sedaj vlekle skozi celotno predsedovanje. Ali je bilo to tega Sloveniji potrebno? Jaz osebno mislim, da ne. Ali se je s tem vlada naredila neko uslugo? Mislim, da ne. Šlo se za medvedjo uslugo, s katero si bo marsikje otežila pot. Moramo se zavedati tudi, da bo potrebno predstaviti težišča oziroma prednostne naloge tudi v Evropskem parlamentu in to vrstni dogodki, to vrstno medijsko poročanje seveda postavi kontekst, v katerem bo to recimo predstavitev v Evropskem parlamentu v prihodnjem tednu tudi potekala. Tako da jaz ne vem, kakšen je pravzaprav namen teh tovrstnih provokacij, s tem se pravzaprav ničesar ne da upravičiti, ne moreš upravičiti notranje političnih ciljev na tem evropskem parketu, si pa s tem sporočil nekaj, kar je bo zelo oteževalo, bom rekel, delovanje slovenskega predsedstva. To je tisto, kar sem jaz sam upal, da se ne bo zgodilo. Se pravi, zdaj smo postavili neko percepcijo vladavine prava in s to percepcijo gremo v nadaljne pogovore, se pravi nadaljno predsedovanje, kjer pa bo ravno to vprašanje izredno pomembno. Si ne znam predstaviti, kako bo to zdaj potekalo in kako bo Slovenija tukaj zdaj zagotavljala tisto nevtralno, mediatorsko, posredniško vlogo. In to je pač po mojem oceni nekaj nepotrebnega, vendar za Slovenijo in ugled te vlade zelo škodljivo. Gospod Bogovič, kakšna coklja v evropskem predsedovanju je ta včerajšnji dogodek? Dovolite mi najprej glede ocene gospe Tanje, kar se tiče načrta za okrevanje. Mislim, da je to podcenjujoč odnos do ekipe gospe Kirbiševe, ki je delala. Sam sem kar precej bil udeležen v to in ponavlja se to, kar je kakršno usodo doživela že v eni vladi, da so enostavno uspeli tisti, ki jim ni bilo všeč, povedati samo to, da tista blonda tekodrasta ne gre kot sekretarka, da se ne umakne. Imamo pa to daleč najboljšo osebo na tem mestu, ki je se že znala tudi črpanje evropskih sredstev pospešiti s tisto vlado, v kateri sem bil tudi sam. In zato se mi zdi, da je to tak pavšalizem, glede na to, da vem, da se Tanja ukvarja s povsem drugimi temami, kot so načrti za okrevanje, mislim, da je zelo politična floskola. Kar se tega tiče, jaz mislim, da smo mi uspeli nekaj narediti, kar je že tudi drugim uspel, da naše domače politične teme selimo v Evropski parlament in mislim, da jih imamo preveč v Evropskem parlamentu, kar zelo se nekateri trudijo, da prihaja to v Bruselj in ko neko stvar stokrat ponoviš, pač je v redu, se pač ponavlja. Jaz ne strinjam tudi ne z vsemi potezami, ki jih naredi predsednik vlade, sam bi kakšno tudi drugače naredil. Mislim pa, da bomo se tudi mi v Sloveniji od včerajšnjega dne rajši zapomnili kaj drugega kot ta incident. Ne nazadnje fantastičen balet na Bledu, mislim, da je pustil vtis tudi na tiste, ki so imeli kakšne težave s temi fotografijami. Toliko bomo o tem govorili, koliko bomo želeli in pa tudi koliko bo tudi strani predsednika vlade še naprej ostrih reakcij, ki so nenavadne in ko v Bruslju potem še malce naredijo povezave Janša Orban, postane zelo hitro tarča mnogih. Tako da je to neka stvar, ki nam zagotovo ne bo koristila, mislim pa, da ne bo usodna za naše predsedovanje oziroma bomo imeli v Evropi
zelo veliko pomembnih tem, okoli katerih se bo potrebno. Včasih pa je tudi v politiki, pa tudi v novinarskih krogih tako, da imate rajši takšne začinjene teme, kot je ta, in se potem dan zapomnijo mnogi potem, mislim, da bi se ga lahko pa po čem drugim. Gospa Fajon, želeli ste repliko, predvidevam, da v zvezi z načrtom za okrevanje? Čisto kratko repliko kolegu Bogoviču, ker to ni samo moje mnenje, pavšalno mnenje, kot je rekel, potem je to tudi pavšalno mnenje vrste strokovnjakov, pa tudi na nazadnje gospoda Mojmira Mraka, ki ga močno spoštujem in ki je dolgoletni pogajalec Slovenije, ki enako opozarja. Tako da sem pa tudi sama ves čas se močno ukvarjala intenzivno z pisanjem alternativnega načrta za okrevanje in odpornost, tako da smo mi tam sestavili bistveno drugačne številke, tudi ko gre samo za področje zdravstva, kjer je iz nacionalnega načrta za okrevanje bilo namenjenih recimo v prvem 200 milijonov evrov, mi bi dali bistveno več za vlaganje v zdravstvo, čez 1,5 milijarde in tako naprej. Tako da sem zelo, zelo dobro, to za Francija, poznam, kako so priprave potekale in tudi kako je vlada pristopala do tega bistveno drugače kot v kakšni drugi državi. Gospa Tomc je prav tako želela repliko, vidim, da ste se mi tukaj dodobra ogreli. Ja, ravno tako na naš načrt za okrevanje. Vendarle nekaj besed, ker gre za zelo, zelo velik uspeh in priznanje delu, ki ga je opravila ekipa in vlada. Tudi Tanji morda v odgovor, ja, potekali so procesi sprejemanja nacionalnih načrtov v različnih državah različno. Recimo v Belgiji do trenutka, ko je njihova vlada predložila načrt, nihče ni vedel, kaj je notri zapisano. Tako da pri nas so ti postopki potekali drugače, povabljena je bila res široka javnost iz vseh področji, tako da so vsi lahko sodelovali. Da smo v prvi polovici držav, ki jim je bil načrt potrjen, je res velik uspeh, ki ga ne gre podcenjevati. Spomnimo se samo nekaj mesecev nazaj je že ravno Tanja nekako objavila oziroma razširila govorice, da je Evropska komisija zavrnila slovenski načrt. Mislim, da takšen pristop, kjer se poskuša tudi tiste stvari, ki so resnično dobre, s katerimi se res lahko pohvalimo, da se tako omalovažujejo, mislim, da to ni v redu, popotnica tudi za naprej. Jaz si želim v času tega predsedovanja, tega pol leta, da bi tudi opozicija na nek način pristopila konstruktivno, seveda in ne odrekam nobenih kritik, vendar naj te kritike bodo dostojne, konstruktivne, ne pa samo z namenom, da se rušijo kakršnikoli poskusi vlade, da ne nazadnje dobro vodi gospodarsko, socialno politiko doma in hkrati se še trudi s predsedovanjem. Mislim, da bi bilo prav, da tukaj pokažemo eno mero zrelosti, ne nazadnje vsi delamo tukaj v dobro Slovenije in bi se morali v tej smeri malce bolj potruditi. Gospod Grošelj je prav tako želel repliko. Ja, glede nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, poglejte slovenski pristop, vsaka država je izbrala svoj pristop. Naš je bil nekako, da se je šlo od spodaj navzgor, po sistemu, da se zadosti vse potrebe, predvsem na lokalni ravni oziroma predvsem v javnem sektorju. Zdaj tisto, kar je ključno, ni pomembno, kdaj ti komisija odobri tvoj načrt. Tisto, kar kaže, da Slovenija pravzaprav ni vedela, kako ta sredstva porabiti, kaže, koliko denarja je pravzaprav še ostalo. Mi nismo porabili vsa razpoložljiva sredstva in vsa razpoložljiva sredstva niso vključena v ta nacionalni načrt v tem trenutku. Jaz vem, da bo zdaj odgovor kolegov, da se lahko do leta 2023 naredimo revizijo, dopolnitev. Tisto, kar mene v celotni zadevi najbolj skrbi, je to, da noter ni projektov, recimo odzivi iz gospodarstva so zelo jasni. Mnoge države so vključile ogromno denarja v to, da bodo recimo vlagale v raziskave in razvoj, potem recimo v projektne, pilotne projekte, s katerimi bojo uvajale nove tehnologije. Ker kaj bo ključni izziv tega prihajajočega zelenega prehoda? Ključno je to, da je danes ogromno tehnologij, ki so hrbtenica mogočega gospodarskega, socialnega, siceršnjega razvoja držav, še na ravni zelo,
primarnih raziskav. Se pravi, to, da se bo preneslo iz teh bazičnih raziskav v te uporabne raziskave oziroma uporabne tehnologije, bo potrebno investirati ogromno denarja. In tukaj države članice Evropske unije, vsaj tistih načrtov, kar sem jih jaz videl, Španija, Italija, pa še nekatere druge, ki so v tem prvem valu, bodo ogromno vlagali ravno v to, da bodo omogočili gospodarstvu in posledično tudi družbi, da bodo izvedle uvajanje teh novih tehnologij, ki so zdaj, kot sem rekel, še vedno zelo na ravni bazičnih raziskav. In tega v našem projektu ni in v tem se pravzaprav obstaja v Sloveniji strokovni konsens. In tukaj ne gre za nikakršno nagajanje vladi, za nikakršno metanje polen pod noge, gre za običajno demokratično razpravo, ki vedno poteka v vseh demokracijah, ne glede na to, ali država predseduje ali ne. Recimo tudi na Portugalskem so te razprave potekale zelo aktivno. Zdaj, če v Sloveniji pač menimo, da v teh 6 mesecih ne bi smeli imeti potem teh razprav, je tako, ne? Potem bi morali imeti nek politično premirje, to pomeni, da potem ni takih provokacij, kot smo jih bi recimo videli včeraj s to fotografijo in tako naprej. Kar se tiče pa dela, vsaj kar se mene tiče naše ekipe v Renew, mi smo vedno delovali za dobrobit Slovenije, ampak ko imamo opravka s tako situacijo v Sloveniji, kakršno imamo in ki se jasno odseva tudi v poročanju tujih medijev, ne? Razen če seveda kdo omeni, da lahko mi zdaj neposredno vplivamo na to, kako tuji mediji poročajo v Sloveniji, kar je seveda iluzija in neumnost, ampak lahko nekdo tudi v to verjame. Potem se mora pač vprašati, kaj je pravzaprav v takem primeru potem Sloveniji, tudi mi kot opozicijski poslanci ne moramo podpirati vlade pri vseh njenih, ne bom rekel, pri vseh njenih ekscesnih situacijah. Kar se tiče pa nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost in kar se tiče zagovarjanja teh interesov, pa mislim, da nihče od slovenskih poslancev nikoli, saj jaz lahko za sebe odločno govorim, nikoli nisem delal v škodo svoji državi, ampak sem kvečjemu delal zelo veliko, da smo nekatere stvari, ki jih recimo morda celo državi ni uspelo spraviti na svetu, reševali znotraj Evropskega parlamenta. Torej, te diskvalifikacije in to neko izvažanje in te večne občitki so popolnoma neutemeljeni. Zdaj bom rekel zelo neposreden, največji sovražnik pravzaprav vlade je vlada sama s svojimi potezami podobnimi, kot smo bili priča včeraj s to fotografijo. Pravcato parlamentarno razpravo ste začeli zdaj ob tem vprašanju. Tudi gospod Bogovič, kasneje gospa Tomc sta se javila z repliko. Naj vendarle vskočim še z enim vprašanjem za gospoda Bogoviča. Omenja se zeleni prehod. Največ sredstev iz tega načrta za okrevanje je namenjenih za zeleni prehod. Zastavlja pa se vprašanje na ravni celotne Evropske unije. Tega zelenega prehoda ni moč izvesti brez širšega družbenega konsenza, je sila zahteven in bati se je, da bo tudi na tem področju nekako nastala Evropa različnih hitrosti. Bi moral biti tukaj nekako bolj usmerjen, iz Bruslja usmerjen prehod v ta zeleni prehod? Najprej povratna sredstva so tista, ki niso bila razporejena, zato ker je država danes v tako dobri finančni kondiciji, da dobiva boljše kredite, kot jih bi dobila preko Evropske unije. Kolikor se to spremeni, imamo še 2 leti čas ta del kreditnih sredstev, da smo zelo jasni tudi razporediti. Pristopi so zelo različni in če nekateri ne ocenjujejo, da je zeleno, da se naredijo čistilne naprave tudi tam, kjer so aglomeracije izpod 2000 ljudi, da se zgradi vodovode tam, kjer še ni vodovodov in da se to financira iz načrta za okrevanje, je pač to njihov pogled. Odpravljamo zaostanke v zdravstvu, v dolgotrajni oskrbi, domovih za starejše. To so stvari, ki imajo nekatere države že urejene. In če imaš urejeno, ni treba vlagati v to, vlagaš v nekaj drugega. Pri nas pa vidimo, da je elementarno treba najprej ohraniti življenje ljudi in to bomo z vlaganjem v zdravstveno oskrbo storili. Digitalna javna uprava, marsikaj v zdravstvu šepar, zato ker niso sistemi urejeni in še marsikje drugje, tako da izhajamo iz našega izhodišča in zagotovo se lahko gredo Nizozemci bistveno bolj digitalizirati državo, če imajo vse drugo urejeno. In če za nekatere ni povezava Koroške in pa Bele krajine s centrom Slovenije preko 3. razvojne osi, razvojni projekti, pač to njegov pogled. In tu so te razlike, ki jih imajo različne vlade. Kar se tiče zelenega prehoda, ja, mi smo na nek način, včasih lahko rečem, kar licitirali z procenti, koliko bomo zmanjšali toplogredne pline, pristali smo na koncu na številki 55 do 2030, sedaj pa prihaja ura resnice,
ko bo potrebno v tem megapaketu 12 zakonodajnih paketov pripravljeni na 55 zapisati, kako bomo zmanjšali izpuste, kje bomo dobili dodatne deleže obnovljivih virov, ko se bo potrebno opredeliti do drugega bloka, sam zagovarjam, mislim, da tisti, ki se na energetiko spoznajo in pa na trende ne vidijo druge rešitve, vemo, da bomo porabili manj energije, vendar bistveno več električne energije. In tu sedaj prihaja na vrsto to, da o tem jaz si nič ne želim, da bi o tem odločil Bruselj, želim pa si, da bi se v državi, v kateri živim, znali odločati. Sam sem bil župan v Krškem, kjer smo gradili hidroelektrarne, umestili odlagališče za nizko srednjo radioaktivne odpadke leta 2009, pa ga še do danes država ni znala zgraditi. In to nas čaka. Jaz mislim, da nas čaka prava revolucija na področju energetike, v omrežjih, v virih in če se bomo tako počasi vrteli, kot smo se zadnja leta, nikakor teh ciljev ne bomo dosegli. Tudi če bo opozicija na vsako potezo, ki jo vlada pripravi, bilo katera. Sam sem bil župan 13 let brez koalicije, pa tudi meni so ta prerekanja zelo mi niso všeč in mislim, da so destruktivna, vendar pa mi se bomo morali kot družba znati odločiti, tako kot so se, ne vem, v 70-ih letih znali odločiti v Kavčičevi vladi za jedrsko elektrarno, za avtocestni križ, za Ljubljansko banko in podobno. In nas čaka v tem desetletju, prej sem dejal, v 20 letih, v 30 letih, od 90 do zdaj smo zmanjšali izpuste za 25%, v naslednjih 10 letih bo treba za 20%. In kdor misli, da se bo to zgodilo samo od sebe oziroma pa na takšen način, da delimo floskule in da smo zaskrbljeni za vsako stvar, ki jo nekdo predlaga, bo imel težave na koncu, ko bo treba te cilje tudi doseči, sicer pa nam lahko grozi velika na področju energetike, o kateri sem več govoril, energetska odvisnost in to je ena od tistih osnovnih suverenosti, ki država ima, da ima tudi energetsko suverenost. Zaključimo tale sklop o načrtu za okrevanje še z repliko gospe Tomc. Veliko drugih tem nas še čaka, veliko bo še priložnosti, vendarle imamo na voljo zgolj 1 uro. Prosim, gospa Tomc. Res, ampak vendarle gre za izjemno pomembno zadevo. Ta nacionalni načrt oziroma vsi nacionalni načrti za okrevanje so temelj, na katerem bomo gradili v bistvu prenovo naših gospodarstev po pandemiji in zato je res prav, da zelo veliko o tem govorimo in določene stvari je vendarle treba razčistiti. In kar sem prej govorila, da si ne želim zavajanja, je že Franci omenil, da žalosti, da kolegi skušajo prikazati, da Slovenija ni bila uspešna zato, ker ni izkoristila vseh sredstev. Ni izkoristila, ker ni želela izkoristiti vseh možnosti za povratna sredstva. In tako kot je bilo pojasnjeno, danes se Slovenija zaradi uspešne gospodarske politike na svetovnih trgih lahko zadolžuje in dobi denar ceneje, kot bi ga lahko dobili v okviru tega paketa. Zato mislim, da je bila to zelo modra poteza. Jasno pa je, da če bi bila izhodišča v vseh državah članicah Evropske unije glede gospodarske razvitosti in glede splošnega okolja popolnoma enaka, potem bi lahko Evropska komisija vsem državam predpisala popolnoma enake načrte okrevanja in bi bila stvar zaključena. Tako pa je Evropska komisija določila samo nekatere številke področja, kamor naj država vendarle nameni denar oziroma izvaja projekte na tistih področjih. Vse ostalo pa je seveda odvisno od lastne odločitve, kar je tudi prav, ker samo mi v naši državi, Belgijci v Belgiji, vedo, kje so tista področja, kjer morajo več vlagati. In žal je v Sloveniji tako, da imamo tudi zaradi mogoče preteklih odločitev, ki niso bile najbolj ambiciozne, danes stanje takšno, kot ga imamo in moramo tudi s pomočjo teh sredstev, ki nam jih Evropa zagotavlja, nadoknaditi dvojni zaostanek. Glede zelenega prehoda ste rekli, najti bomo morali družbeno
konsens. Na nek način smo ga našli z temi številkami in projektom, kot je Fit for 55. Ampak tako poudarja tudi že Franci, v naši politični skupini smo ves čas zelo opozarjali to, da ni dovolj, da samo licitiramo številkami. Mi lahko postavimo številko tudi na 70%. Gre za to, kako bomo to številko dosegali in postavljati nekih preveč visokih številk, katere vnaprej vemo, da niso dosegljive, se mi ne zdi ravno pametno. In zdaj prihaja čas, ko bomo pa morali povedati ne samo kaj in kje, ampak kako bomo to uresničili. In zavedati se moramo, koliko se to lepo sliši, vse zeleno, vse digitalno, ampak zeleno stane. In zato, da bodo države naredile ta v čim bolj zeleno, bodo potrebovale izjemno veliko denarja, bodo omogočile in gospodarstvu in vsem, da bodo naredili ta prehod, ki je potreben. In tudi zato so namenjena evropska sredstva. Upam, da jih bo dovolj, predvsem pa upam, da bomo našli v bistvu tiste recepte, ker pa je, kot se pravi ura resnice, ali bomo znali neke lepe besede, ki ni problem, vsi imamo tega lepega političnega jezika, ampak na koncu koncev šteje samo to, kar znamo tudi realizirati. In velikokrat v preteklosti se je izkazalo tako, postavljali smo krasne cilje glede zdravstva, postavljali smo krasne cilje glede dolgotrajne oskrbe, ampak pogledajte, 10 let je trajalo, da je vlada šele v letošnjem letu potrdila oziroma sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. To se pravi, šteje tisto, kar dejansko potem tudi v realnem življenju najde rešitev. Vse ostalo so lepe besede, ki ostanejo na papirju in tega si ne želimo. Ključna je torej implementacija, bi lahko rekli. Še ena tema je, da tukaj postavim piko na tale načrt za okrevanje. Še ena tema je zelo pomembna tudi v času našega predsedovanja. Tudi na vaših mizah bo na naslednjem zasedanju stanje na Madžarskem, stanje na Poljskem. Prav zdaj v tem času so se pojavili oglasi madžarski. Kakšno je vaše stališče do tega političnega oglaševanja madžarskega premierja Orbana v medijih? To je namreč eno od vprašanj, ki so jih zastavili novinarski kolegi. Morda za začetek gospod Bogovič. Ja, Orban velja za nekoga, ki marsikdaj tudi provocira. To oglaševanje jemljem kot del neke provokacije, tudi z vsemi stvarmi, ki so tam zapisane, se nikakor ne morem strinjati. Kaže pa vse skupaj na nek različen pogled na ta trenutek v Evropi in vedno bolj se je Evropa razdelila drugače kot pri prejšnjih krizah. Ne vem, finančna kriza je razdelila sever-jug, se pravi mediteranski proti ostalim in pokazala ostanek Mediterana, medtem ko je ta kriza zdaj od migrantske naprej in pa tudi posledično COVID kriza, pa vsate, ki se odvija v zadnjih letih, Evropo razdelila na dva dela. Sam to rad označim na takšen način, na tisti del Evrope, ki je kolonializiral ves svet skozi srednji vek, in tisti del Evrope, ki je branil Evropo proti Turkom. In posledično tudi ta del je padal kasneje pod železno zaveso, ni bilo te fluktuacije ljudi v državah iza železne zavese, za razliko od nas, mi smo blizu tega in je bila vsaj znotraj Jugoslavije ta mešanica med narodi dokaj velika. In danes se pokažejo različni pristopi potem pri migrantski krizi, sedaj pri nekaterih vrednotah, ki bi ne osnove, in tu mislim, da je potreben dialog, da je potrebno umiriti konje, da takšna izjava, kot je bila izjava gospoda Ruteja, da bi kar izključeno državo iz Evropske unije nepremišljena, lahkomiselna, in nam se je Brexit že zgodil, tako da ni nujno, da se nekaj, kar so naši predhodniki sestavljali
desetletja na ruševinah podrte, lačne Evrope, danes druge generacije zapravijo v nekaj letih. In tu bi bil jaz zadržan, velja to tudi za gospoda Orbana. Mislim, da je to plakati v nekaterih državah so bili tudi prepovedani oziroma so jih cenzurirali, da niso šli skozi. Je pa vsekakor od stvareh, katere danes to Evropo, povezano Evropo tudi delajo različne, se enostavno treba pogovarjati. Včasih imamo občutek, kot da te stare članice enostavno pričakujejo, da bomo v 2-3 letih skonzumirali to, kar je v njihovih družbah nastajalo vse iz srednjega veka, ko so začeli črpati rudnine in pa ljudi v Afriki in jih pripeljali na svoja dvorišča. Govorim zelo diametralno, zato da poskušam jasniti to, da mislim, da kljub temu, da smo zdaj v Evropski uniji, smo še zelo različni in da ta različnost zahteva medsebojno spoštovanje, tudi poznavanje, ne zgolj pričakovanje, da bo nekdo po nekem drugem kopitu ustrojil v 2 letih tudi svojo družbo in predvsem eno strpnost in pa pogovor, tudi solidarnost. Se pravi, je pa potrebno umiriti konje, če želimo, da Evropsko unijo ohranimo skupaj. V protnem primeru bo ta debata o prihodnosti Evrope zelo zanimiva. Nekateri časniki so ta oglas objavili, drugi spet ne. Zastavimo si vprašanje v luči slovenskih medijev. Naj slovenski mediji to objavijo, naj ne objavijo. Morda za začetek vprašanje gospodu Grošlju, na to isto vprašanje gospod Tomc. Ja, poglejte, če smem, jaz bi samo res moram nujno eno stvar odgovoriti, ker smo slišali tudi veliko leporečja, kar je bilo predvsem meni. Dobro je sprejemati zakone, pa da finančne obveznosti prenesti na prihodnje generacije, oziroma recimo na leto 2022 pa 2024. Vete, ključna dilema pri nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost je preprosta. Ali uporabiti nepovratna vlaganja v infrastrukturo ali pa za vlaganje v znanje. In bom na tej točki končal. Mislim pa, da je cilj Slovenije višja dodana vrednost, ki bo omogočila vsem nam boljše življenje. Pa bom na tej točki zdaj res končal. Kar se tiče objave Orbanovega teksta, poglejte, to je stvar vprašanja politika, to je stvar vprašanja politike posameznih medijev. Nekateri v Zahodni oziroma Evropski uniji so to objavili, nekateri so to objavo zavrnili. Ampak to je stvar urednika, ne se vsak urednik odloči, kako bo. Tisto, kar je ključno, je, da ima ta urednik, ko se odloča, polno svobodo tega odločanja, da je odvisno in svobodnem mediju, da ni tukaj političnih pritiskov, da zadevo mora nujno objaviti. In to je tista ključna dilema. Zdaj, kakšno je sporočilo Orbana? Jaz ne pristajam na te dolgoročne, bom rekel, zgodovinske razloge o posebnem položaju Evrope, o posebnih stikih in naprej. Poglejte, ko smo vstopili v Evropsko unijo, očitno teh posebnosti nismo prepoznavali. Smo podpisali Lizbonsko pogodbo, tudi nismo prepoznavali teh posebnosti. Zdaj, nekaj let kasneje, pa ugotavlja, da imamo posebnosti, ki naj bi izvirale iz časa začetka razsvetljenstva. No, jaz na tako argumentacijo žal ne morem pristati, da imamo znotraj Evropske unije, tako kot je lepo povedal predsednik Evropskega sodišča, temeljne vrednote, ki so zapisane v temeljnih pogodbah Evropske unije in vse države članice so dolžne te temeljne vrednote spoštovati. To je temelj, bom rekel, vsakšnega pogodbenega odnosa in temelj, na katerem se gradi zaupanje, v katerem pravzaprav zaupanje, na katerem se sploh gradi skupnost držav. Če pa neka država dejansko meni, da ne more na podlagi teh vrednot vzpostaviti ustrezne stopnje zaupanja, vzpostaviti nekega vrednostnega sistema, da se to z njo ne sklada, potem pa seveda skupnost lahko zapusti. To je v primeru Velike Britanije oziroma Združenega kraljestva, ki je tako ocenilo. Seveda so tukaj geopolitični učinki, ampak poglejte, če nekdo tako presodi, potem se mora ena država in seveda suverenosti se država za vstopom v Evropski uniji ne odpove v celoti, ampak samo prenesti del izvajanja svojih suverenosti na skupnost. In zato je tudi tako pomembno, da to skupnost temelji na teh skupnih vrednotah, ki so potem temelj za vse druge medsebojne odnose in razmerja. In brez tega taka skupnost ne more obstajati. In če nekdo to vrstnimi oglasi poziva k neposrednemu zrušenju tega sistema, pravzaprav poziva k rušenju celotne skupnosti. In v tem je bistvo problema.
Ne gre za nič drugega. Lahko se to potem veže na vprašanje migrantov, lahko se veže na vprašanje evropskih sredstev, vladavine prava, svobode medijev. To je to, ampak v osnovi gre za to vprašanje, ali delujemo v enotnem vrednostnem sistemu ali ne. Evropa je leta 1945 spoznala, da potrebuje tak vrednostni sistem, ker samo ta zagotavlja trajni mir in stabilnost v evropskem prostoru. Vse druge poti smo že preizkusili in zdaj pa bom se tudi še spustil malce v zgodovino, smo imeli rezultate in vemo, kakšna je bila evropska zgodovina. Če je kaj, lahko rečemo, da je evropska zgodovina predvsem prepojena za prelito krvjo. Gospa Tomc, objaviti, ne objaviti, se tukaj strinjata z gospodom Grošljem, uredniška presoja? Glede tega pa se kolegom Klemnu v celoti strinjam. Mislim, da imajo pač vsi mediji svoje lastnike, imajo svoje urednike in sami se bodo odločili, ali bodo ta oglas objavili ali ga ne bodo objavili. To je pač tudi del te svobode, o kateri tako radi govorimo. Tako da iz tega jaz ne bi delala kakšnega prevelikega cirkusa. Gre za preprosto odločitev uredniške politike in Orban sam ne more kogar prisiliti, da bi ta oglas objavil. To je svobodna odločitev. Tako da tukaj imajo vsi možnost izbire in bodo presojali v skladu s svojo uredniško politiko. Bi pa rada dodala v povezavi z kar naprej obravnavo Poljske, Madžarske. Jaz se strinjam in slovensko predsedstvo Slovenija zagovarja vladavino prava, mora biti pravzaprav narejeno po enakih kriterijih za vse. To je naše bistvo. In če po nekih kriterijih presojamo Madžarsko, Poljsko, kakšne države, potem je treba v teh kriterijih presojati tudi druge. In poglejte, včasih se z pretirano pojavnostjo in obravnavo teh dveh držav prikrivajo tudi kakšni druge težave, ki jih ima Evropska unija ali pa ki jih imajo države Evropske unije. Več njih. Recimo na zadnjem svetu, ki je bil, je eskaliralo to vprašanje spet te ravnanj madžarske vlade, hkrati pa je na drugi strani pravzaprav ostalo povsem v ozadju eno zelo resno vprašanje podpore Nemčije in Francije na nek način Rusiji, in spregled vsega človekovih pravic, ki se v Rusiji dogajajo. Tako da to se mi zdi, je bil en trenutek, ko se je resno pokazalo, da sta Madžarska in Poljska velikokrat tudi priročna izgovora za to, da drugih stvari ne omenja. Ne vem, zakaj recimo še nismo obravnavali, mogoče pa bomo v nadaljevanju obravnavali Dansko, ki je v začetku leta sprejela recimo azilno politiko, ki predvideva, da Danska v letošnjem letu ne bo podelila, njen cilj je, da ne bi odobrila niti ene prošnje za azil. Poglejte, v Evropskem parlamentu in tudi širše govorimo o neki drugačni politiki, medtem ko Danska v tem primeru izrazito solira v nasprotju s tistim, kar se tu pogovarjamo. In o tem še nismo spregovorili. Tako da mislim, da bi bilo treba resnično odpreči kakšna druga vprašanja. Španija svojo socialistično vlado ima ogromne probleme, druge vlade in resnično je nek občutek, da velike, močne zahodne države z dolgo zgodovino izrabljajo tudi vzhodne države za prikrivanje svojih težav.
Preden dam gospodu Grošlju možnost za repliko, naj gledalcem samo pojasnim, da je zveza z gospod Tanjo Fajon vmes padla in da se še ni vrnila k debati. Tudi ne vemo v tem trenutku, ali se bo k debati vrnila, tako da iz tega razloga ne zastavljam vprašanj. Gospod Grošelj, prosim, replika. Replika bo bolj mogoče pojasnila. Kar se tiče nemško-francoskega predloga, bi tukaj rad samo poudaril, pa ne mislim ne Francija, Nemčija, nimam pa nobenega interesa za to. Tukaj je za popuščanje na kakršenkoli način, kot veste, Evropska unija je že uvedla sankcije in te dve državi zagovarjata sankcije, še zaostrovanje pravzaprav te politike sankcij do Rusije. Tisto, kar sta predlagali, je pravzaprav začetek, tisto, kar je nujno, in to je, da začne se dialog. Dialog ne pomeni, da bomo Rusiji popuščali na kakršenkoli način, ampak v evropskem prostoru, to pa vendar in tudi v Združenih državah Amerike, tudi politika predsednika Bidena je zelo jasna, da pač na neki točki bo moral nastati novi detant. In to je tisto, kar je cilj. Neprestano zaostrovanje v odnosih med Zahodom, severnoatlantskim povezavo in Rusijo ne more voditi v kakršnokoli produktivno rešitev. In to je tisto, kar se želi. Se pravi, želi se vzpostaviti nek sistem, ki omogoča v modus operandi oziroma modus vivendi oziroma sožitje, sobivanje, kar ne pomeni popuščanje Rusiji. Tako tudi tega nisem nikjer iz stališč, ki so te dve državi predstavili, nikoli razumel. Morda se motim. Kar se tiče Danske, Danska je sprejela zelo, po mojem oceni tudi sporno odločitev glede podeljevanja azila. O naši politični skupini je debata in tudi bil je predlog podan, da se o tem razpravi v parlamentu. Kdaj bo to prišlo na vrste, seveda stvar odločitve na konferenci predsednika Evropskega parlamenta, kolikor meni znano, ne bi bilo to predvideno za jesensko razpravo. In to je to. Prav. Še eno vprašanje novinarsko, ki je bilo poslano, smo dolžni odgovoriti, ki nas tako v loku vrača nazaj v našo izhodiščno temo, to je bilo začetek predsedovanja. In sicer nekaterim je v spominu iz včerajšnje slovesnosti seveda ostal tudi nagovor predsednice Evropske komisije, ki ga je začela z citatom iz 26. junija 1991, prvega predsednika samostojne države, gospoda Milana Kučana. Vprašanje je takšno, ali je naključje, da je predsednica izbrala prav ta citat, je to seveda v luči zgodovinskega konteksta, bi se morda za tem skrivalo še kakšno drugo sporočilo, morda za začetek gospa Tomc, in potem boste v zadnjem tem delu, v zadnji minuti, boste dobila seveda možnost za odgovor tudi gospoda. Gospa Tomc, prosim. Jaz sem v celoti prebrala potem na ko je bil tudi objavljen govor predsednice Evropske komisije in moram reči, da je bil to dober govor, ki ga je zaključila tudi zelo spodbudno z nekako, če povzamem besedami, da je na Sloveniji res izjemno velika odgovornost, da postavljamo temelje, ključne temelje za prihodnje delovanje Evropske unije, tako v smislu gospodarskega okrevanja, kot tudi v smislu začrtanja smeri prihodnosti Evrope s to konferenco in da ponuja svojo osebno pomoč in tudi pomoč celotnega koledža in se veseli sodelovanja z nami. Tako da vprašanje, kaj je kdo iz tega govora pobral kot najpomembnejše, ampak namesto pravzaprav odgovora zastavljam na vaše vprašanje, zastavljam vprašanje nazaj, se pravzaprav sprašujem, kdo predsednici Evropske komisije piše govore. In morda bi tukaj znali dobiti tudi kakšno pojasnilo, zakaj je temu bilo tako. Sama pa kot predsednica Evropske komisije poznam pa jo pravzaprav niti ne iz sedanjih časov, ko je predsednica, iz časov, ko je bila še ministrica za delo
nemške vlade in smo v času našega predsedovanja, je bila ona ministrica za delo, smo zelo veliko sodelovali. On je oseba, ki deluje v smeri povezovanja, v smeri sprejemanja kompromisov, v takem spravljivem duhu in skoraj bi si upala trditi, če bi v resnici vedela, da gre za neke besede oziroma stavke, ki so sicer to čisto za nekoga nevtralni in lepi stavki, v Sloveniji pa imajo pač neko politično konotacijo, sem skoraj prepričana, da bi se temu stavku izognila. Ker verjamem, da je oseba, ki ne želi razdvajati, ki ne želi povzročati nekih takšnih reakcij, kot so se recimo sedaj zgodile. Gospod Grošelj, smo temu govoru prisluhnili preveč z slovenskimi ušesi in premalo z evropskimi, s tem v bistvu aludiram na to, da imajo te besede v slovenskem političnem prostoru morda drugačen kontekst kot v širšem evropskem. No, jaz osebno verjamem, da vsak politični nagovor ima vedno sporočilno vrednost in izbira besed nikoli ni naključna. Sam se poskušam tega držati. Tudi vem v primeru predsednice komisije, tudi sam sem imel priložnost z njo nekajkrat že govoriti, tudi poslušati njene pogovore in razprave v parlamentu, da vsako besedo, ki jo izreče po tehtnem premisleku. In seveda odličnost posameznega političnega govora je vedno v tem, da si vsak poslanec lahko ustvari svojo podobo in svojo sliko oziroma svoj vtis, kaj pravzaprav govorec poskuša sporočiti. Mislim, da je pa celoten govor zelo jasno vedel in je bil nek povzetek včerajšnjega dogajanja, včerajšnjega dne in da je sporočilo predsednice komisije zelo jasno. Jaz to sploh ne v nekem razdvajanju, združevanju, povezovanju, to, kar je pač aktualno v Sloveniji, ampak gre predvsem za neko sporočilo, ki kaže predvsem v smeri, da tisto, kar so temelji Evrope, pravzaprav pogoj tudi temelj Slovenije kot njene državnosti, in da pravzaprav iz tega se izhaja in tukaj se potem iščejo, rešitve tudi v kontekstu slovenske demokratizacije in slovenske demokracije in slovenske pravne države. Ker če pogledamo včerajšnji dan, je še v bistvu rdeča nit, je bila vladavina prava in povezano in pa seveda evropske vrednote. To je to in tudi v tem nagovoru sem jaz nekako to prepoznal. Gospod Bogovič, zadnja beseda je vaša, komentar tega govora, seveda se moje vprašanje skriva že v obeh prejšnjih vprašanjih. Moram priznati, da nisem poslušal govora, ker sem bil v avionu. Sinoči sem se vračal v Slovenijo, ravno v času, ko je bila proslava. Mi je žal, ker sem imel vabilo, da nisem mogel biti na Bledu in uživati. Gospo von der Leyenovo sem tudi že spoznal, ko je bila obrambna ministrica, bil na večerji z njo v Karlsruheju, kjer je imel nemški CDU več. V času mojega prvega mandata zagotovo gre za zelo izkušeno, razgledano političar. In glede tega govora, ker ga nisem poznal, pa mi dovolite, da tudi malce na hudomušen način govorim za zaključek našega srečanja. Predpostavljam, da nista z gospodom Kučanom hodila v iste šole, niti v istih političnih krogih se nista srečevala, tako da ali je to nekdo pripravil, ali so to njene besede. Je pa mogoče to zagotovo tudi dokaz, da v Sloveniji ne glede na to, iz katerega političnega pola kdo prihaja, tudi kaj pametnega pove, tako da dajmo na takšen način to. Hvala vsem trem, seveda tudi hvala gospe Tanji Fajon, ki je nekje sredi pogovora izginila z naših zaslonov. Uspešno delo v parlamentu, uspešno julijsko zasedanje. Hvala za odgovore in hvala za pozornost seveda tudi vam, ki ste nas spremljali preko Facebook prenosa in seveda na našem YouTube kanalu. Vse dobro.